Zdaj smo v obratu Rotomolding, kjer izdelujemo izdelke po sistemu Rotoliva. Če pogledamo ta vrteča orodja, v njih nasujemo surovino. Glavne so to polietileni. Polietilenske granule najprej v mlinarni, na koncu obrata zmeljemo v prah. Ta prah se stehta, nasuje se v orodje in stroj prične rotirati. Stroj rotira v vseh smerih, zato se tudi reče rotoliv. Ko je orodje sestavljeno, potuje v peč. V peči se vrti in se greva tako dolgo, da se prah poprime sten in nastane zunanja oblika orodja. Tu ni notranjega orodja, zato se debelina stene in ostali parametri dosegajo samo z rotacijo. Ko je, mi pravimo, izdelek skuhan, pride ven na hlajenje. Ventilatorji ga hladijo toliko časa, da se izdelek potrdi do te stopnje, da ga lahko izvlečemo iz orodja. Ta čas je v stroju druga roka in ta čas razdelanja se uporabi za to, da se v peči skuha naslednji izdelek. Zdaj, ko vidimo to največjo peč, v kateri lahko izdelujemo izdelke do 4 metrov premjera. Ostali stroji so malo manjši in če gremo pogledati v tej smeri, bomo videli, kje se izdeluje suhalnica. No, zdaj smo pred malo manjšim strojem, ki ima pa 3 roke. No, tu vidite, da so pa potem na vsaki roki številna orodja. Pravi, približno vsakih 20 minut gre roka v peč in po ciklu približno 1 ure pade iz orodja en izdelek. Seveda, toliko kot je orodje, toliko je izdelkov. Tu zdaj vidite, kako se orodje sestavlja, ravno so nasuli noter material. Orodje se prav kalupi za izdelavo izdelkov. Toliko kot je izdelkov, najmanj toliko je kalupov. Prav za vsak izdelek je svoje. Za vsak izdelek je svoje orodje. Mi imamo tudi svojo orodjarno, svoj razvoj, svojo konstrukcijo. V tem oddelku imamo zaposlenih 27 inženirjev, strokovnjakov, orodjarjev in vsa orodja, ki jih imamo v hiši, pa jih je preko 300, so izdelana v našem podjetju. Razvita v našem podjetju. Moram poudariti, da smo tudi razvojni partner za številna slovenska in tuja podjetja in jim pomagamo razviti izdelke, ker namreč razen svojih blagovnih znamk izdelujemo tudi številne izdelke za tuje naročnike. Tako, pomagamo tudi pri razvoju, številnim smo razvojni partneri. To je hiše suhalnice. Podložje je iz krušenega inoksa, kvalitetni šef, hiše iz polietilena. Pravi, ta sužalnica bo desetletja služila svojemu namenu. Sef naročimo, sef se postavi na CNC stroj, naredi se zareza za žalno vizitko, izvrtine za pritrditev podložja in hišja in se na montaži sestavi.
20 minut na tem stroju. Potem boste 20 minut na hlajenju, potem imajo pa fanti 20 minut časa, da vse to razgrejo, poberejo ven orodja, se pravi izdelke iz orodij in nasujejo ponovno material. Problem teh sveč, ki jih mi prinašamo na grobove, je, oziroma na pogrebe, da nimamo izbire. Lahko prineseš cvetje, ki je naslednji dan uvenelo, potem pa prinese sveče, ker nimaš druge izbire. No in zdaj imamo na izbiro, da prinesemo finančni prispevek, svojci se pa potem sami odločijo, ali bodo ta denar porabili za svečko, za cvetje, za stroške pogreba in tako dalje. Poglejte se, če se spomnimo leta nazaj, ko smo začeli ločevati odpadke, ista zadeva. Treba nas je bilo osvestiti, da bomo znali ločevati odpadke, ampak dokler nismo imeli zabojnika z rumenim pokrovom, da smo embalažo lahko ločevali, tega nismo mogli narediti. No in v tem primeru imamo zdaj sužalnico in imamo možnost izbire. No, tu zdaj vidimo roko z 8 orodji. Ta izdelki v teh orodjih so zdaj gotovi. Zdaj bojo fanti začeli razdirati orodja in enega po enega izvlekli izdelke. Tu je zdaj še vroč izdelek, mehak, surovec. Zdaj ga bojo fantje obrezali, očistili. Katere vrste plastika je to? V glavnem so to polietileni. Lahko predelujemo tudi polipropilene. Kaj je značilnost za to vrsto plastiko? To vrstna plastika je ena izmed najprimernejših za izdelavo kanalizacijskih sistemov. Se pravi, lastnost polietilena je odpornost na najrazličnejše sestavine fekalnih sistemov. Izredno dolga življenjska doba. Hkrati pa po zaključku življenjske dobe tega izdelka je zelo enostavna ponovna uporaba surovine. Koliko približno je ta življenjska doba dolga? Naprimer, pri infrastrukturnih izdelkih je določena z standardom in mora dosegati 50 let. To so pa zdaj zdaj noter v bistvu kot nekaj metalov, da se ta v bistvu trdi in ohladi in trdi proti. Tako, z to pripravo dosežemo, da ima spojka predpisano toleranco. To je namreč spojka kanalizacijskega jaška. Tu vidimo naslednji izdelek, je eden od manjših kanalizacijskih jaškov. Konkretno je izdelek za odvodnjavanje na nemških avtocestah, je izdelan za tujega partnerja. Pri teh velikih izdelkih gre za to, da je tu še vedno precej ročnega dela. To ni tako kot pri brizganju teh manjših izdelkov, ko izdelki na kratek čas sami letijo iz stroja ali imamo zraven avtomate, posluževalce. V kolikih izmenah delate? Delamo v 3 izmenah. Ja, Industrija 4.net bo
Sčasoma bodo, predvsem ko bodo na razpolago ti roboti, ki bodo lahko delali skupaj z ljudmi. Do takrat pa seveda samo določene faze. 30 milijonov evrov, v proizvodnji nam realizacija stalno raste, se vedno izdelujejo nova in nova orodja, smo konservativni, se pravi, delamo po lastnih zmožnostih, z lastnimi sredstvi in naš plan je običajno povečati lansko letno proizvodnjo za 10%. Teh 30 milijonov, za koliko je to več kot lanski proizvodnji? Cirka 10%. Kako dobiček? To bomo pa videli v koncu leta.